mi pa nadaljujemo z zadnjim vsebinskim sklopom našega simpozija o vzporednici univerze, kjer bo govora o univerzitetni dediščini in vabim predstavitvi Teo Anžur, arhivistko arhivsko-muzejske službe Univerze v Ljubljani. Jaz vam bom kratko predstavila arhivsko-muzejsko službo Univerze v Ljubljani, ki že 15 let hrani arhivsko gradivo in naše univerze. Univerzitetna dediščina in ustanovitev arhivsko-muzejske službe univerze. Univerzitetni arhivi zakladnice univerz in visokih šol so specifično kulturno-varstvene ustanove, ki zbirajo, dokumentirajo in ohranjajo univerzitetno dediščino in so se izoblikovali za potrebe univerz. Kot varuhom starih permanentnih listin in kodeksov razvoju arhivov sledimo že v visokem poznem srednjem veku ter prvih stoletjih novega veka. Splošno pa zgodovinski razvoj evropskih univerzitetnih arhivov izvira iz hrambe registratur, univerzitetne uprave in arhivov lektorjev, dekanov, senatov ter hrambe starih univerzitetnih listin in signih pečatov in drugih dragocenih predmetov, ki so jih sprva večinoma hranili v zakladnicah univerzitetnih cerkva, kasneje po posebnih prostorih pod nadzorom tajnikov in dekanov. Od druge polovice 18. stoletja je bilo pogosto staro pisno gradivo pridruženo bibliotečnim fondom, vse do začetka 20. stoletja, ko je bilo postopoma vključeno novo oblikovane univerzitetne arhive. Starejše srednjeevropske univerze so po tej poti dobile svoje prve arhive. Ustanovitev univerzitetnega arhiva je povezana s pripravami na proslavo 50-letnice Ljubljanske univerze leta 1969, ki so tedaj želeli posebej slovesno obeležiti. Takratni rektor dr. Roman Mudic se je za počastitev te obletnice med drugim zavzel tudi za postavitev razstave o preteklosti univerze, zgodovinski pregled dogajanj polstoletnega obdobja pa bi bil predstavljen zborniku. Sodelovanju je pritegnil zgodovinarja in nekdanjega rektorja Frana Cvitra, ki je ugotovil, da arhivsko gradivo ni zbrano in urejeno in da Ljubljanska univerza nujno potrebuje institucijo, ki bi skrbela za njeno kulturno dediščino, zato je predlagal, da se ustanovi zgodovinski arhiv za univerzo in fakultete. Na osnovi sklepa univerzitetnega sveta je bila 1. septembra 1968 ustanovljena muzejska arhivska služba, delovno mesto arhivarja kustosa pri tajništvu univerze pa je zasedla do takrat kustosinja Gorenjskega muzeja v Kranju Ana Benedetič. Služba je bila zasnovana kot kompleksna dejavnost z več smeri, ki jih je večinoma ohranila do danes. Poleg arhivske struke je zbiranje muzealij skrbela še za ohranjanje prilične dediščine, informacije in zbiranje gradiva s področja visokega šolstva ter tematike zgodovine Ljubljanske univerze in njenih fakultet pa je bila prioriteta informacijsko-dokumentacijske ter bibliotečne službe. Pravne podlage za delovanje naše službe. Pravno podlago za delo take službe je vsebovala že samobojna državna in republiška zakonodaja, ki je posameznim državnim ustanovam, družbenim organizacijam, akademijam in univerzam omogočala, da zbirajo lastni arhivski material, pogoje hrambe in uporabe pa so določali sporazumi. Tako so tudi pravico do hranjenja univerzitetnega gradiva od leta 1968 urejali dogovori in sporazumi med Univerzo v Ljubljani in Arhivom Republike Slovenije. Leta 1985 je bil sklenjen sporazum med Arhivom Socialistične republike Slovenije in Univerzo Edvarda Kardela, s katero je arhiv prepustil obstoječe in nastajajoče arhivsko gradivo univerzi oziroma njenih
Zakon o arhivskem gradivu in arhivih iz leta 1997 je univerzi zaradi njenega posebnega statusa na področju znanosti in visokega šolstva z 19. členom, ki določa, da javnopravna oseba lahko zagotovi lastno hrambo gradiva z dovoljenjem Ministrstva za kulturo to omogočil. Univerza je na podlagi izpolnjevanja zakonsko določenih pogojev s pregledom prostorov opremljanja osebja ter na podlagi že obstoječe lastne hrambe gradiva prejela dovoljenje 11. januarja 1999. Tudi kasnejša arhivska zakonodaja ohranja to pravico zakonih. Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva iz leta 2006 in zakon o spremembah in dopolnitvah iz leta 2014 v svojem 62. členu, ki opredeljuje lastno varstvo arhivskega gradiva, opredeljuje kdo in pod kakšnimi pogoji lahko pridobi možnost lastnega varstva arhivskega gradiva in ga pogojuje z ustreznimi strokovnimi in tehničnimi razlogi ter določenimi kadrovskimi in materialnimi osnovami. Arhiv Republike Slovenije v tem odnosu deluje kot nadzorni in posvetovalni organ, kljub temu pa ima arhivsko-muzejska služba določene obveznosti, ki so večje vezane na pošiljanje letnih poročil o delu in varstvu gradiva ter obveščanje in sodelovanje, predvsem ko se pripravlja izločanje in valorizacija gradiva. Arhivsko gradivo naše službe. Kronološko najstarejše univerzitetno gradivo iz medvojnega obdobja je zaradi razmer časa, v kakršnih je delovala Univerza v Ljubljani, pomanjkljivo ohranjeno oziroma ga skoraj ni, kar lahko pripišemo slabim hmotnim razmeram, pomanjkanju prostorov, vojni in zasedbi univerzitetnih poslopij. Poleg tega tudi univerza skoraj pol stoletja ni imela lastnega arhiva, ki bi skrbel za njeno arhivsko dediščino. Skrb za gradivo je univerza leta 1968 zaupala arhivsko-muzejski službi, ki je takoj pričela zbirati in pregledovati gradivo na rektoratu in fakultetah in do konca leta poročala o prevzemi arhivskega gradiva. Zgodovinski arhiv Muzej Univerze v Ljubljani danes hrani približno 600 tekočih metrov 6000 škatl arhivskega gradiva, ki je organizacijsko strukturirano v fondih. Spisovno gradivo je uvrščeno v 11 fondih, od tega iz tega pripada fakultetam, filozofski, medicinski, ekonomski, fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, tehniški, pravni in biotehniški fakulteti. Ostalo je gradivo rektorata, ustanov zapuščin, društev organizacij in privatno gradivo profesorjev. Gradivo fakultet. V arhivu imamo funde 4 od prvih 5 fakultet, ki so bile oblikovane že ob nastanku univerze, filozofske, pravne, tehniške in medicinske fakultete. Najstarejše gradivo v fundi ustanovnih fakultet z ohranjenimi arhivskimi dokumenti so temeljni vir obstoja univerze v njenih prvih desetletjih, zato so najbolj uporabno gradivo naši čitalnici. Vsebujo večji del podobno gradivo, le da lahko tematsko in kronološko omejeno glede na fakulteto, naprimer zapisnike sej fakultetnih svetov, statute, učne načrte, delovna poročila, študentske in finančne zadeve. Vsem fondom pa je skupno tudi, da vsebujo splošne spise, ki sicer nepovezano, vendar pa obravnavajo najrazličnejša področja iz univerzitetne tematike, od študijske problematike, študentskih zadev, tiska do znanstveno-raziskovalnih dejavnosti in mednarodnih zadev. Študentska dokumentacija hrani za vse fakultete osebne izkaze do leta 1960 z izjemo filozofske in pravne, od katerih so bili prevzeti zaradi prostorske stiske oziroma selitve do leta 1980. To ne velja tudi za ekonomsko in biotehnično fakulteto, ki sta bili ustanovljeni v povojnem obdobju in hranimo arhivsko gradivo le do začetka 60-ih let. Študentski dokumentaciji, ki se danes večji del označuje za arhiv trajnega značaja, je potrebno
Kot specifiko omeniti še zapisnike diplomskih izpitov, iz katerih je poleg pogleda diplomantov, izpitnih predmetov ter diplomskih tem moče razbrati tudi ureditev študijskega načrta. Za raziskovalce predstavlja takih dve vrsti dokumentov največkrat uporabljeno gradivo v naši čitalnici. Gradivo Teološke fakultete zaradi razmer časa sem bila v času prevzemala že 20 let izven univerze, fakulteta še vedno sama hrani. Ob selitvi pravne fakultete s Poslopja univerze smo dobili tudi gradivo Inštituta za javno upravo in Inštituta za kriminologijo ter zapuščinski fond profesorjev. Zadnji večji prevzem gradiva fakultet je bil leta 2001, ko smo prevzeli gradivo nekdanje fakultete za naravoslovje in tehnologijo, ki je delovala v letih 1961-1994 in ga je predala fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je ena njenih pravnih lastninic. Arhivski fondi fakultet vsebujejo približno 217 metrov tekočega arhivskega gradiva, kar predstavlja manj kot 40% vsega gradiva, ki ga hranimo. Po količini gradiva izstopa Filozofska fakulteta z okoli 100 tekočimi metri gradiva, sledi potem Pravna, Medicinska, Tehniška fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Ekonomska in znana gradiva, Biotehniška fakulteta. Gradivo rektorata. Največji fond po obsegu tvori gradivo rektorata 339 tekočih metrov, kar je razumljivo, saj delujemo v okviru rektorata in smo uspeli prevzeti celotno gradivo od leta 1919 do konca 80 let prejšnjega stoletja. Najpomembnejši dokumenti tega fonda so zapisniki sej Univerzitetnega sveta in uprave, ki skupaj z univerzitetnimi matrikami, knjigami študentskih evidenc, vpisov in promocijskimi protokoli, knjigami, v katere so pisovali doktorante Ljubljanske univerze, ter sredinsko zelo okrnjenim gradivom splošnih zadev, splošnih spisov, odzbirajo zgodovino ustanovitev univerze in njenih fakultet, namestitev pravni položaj, boj za ostanek in njeni razvoj. V osnovi pa je kasnejša struktura arhiva rektorata glede na delovanje institucije od konca 60-ih let urejena in strukturirana na kadrovske, finančne, študijske, pravne, znanstveno-raziskovalne, socialno-ekonomske, zdravstvene zadeve, ki se hranijo skupaj z zapisniki sej posameznih organov in komisij, ki so vodile zadeve. V arhivu so še letna poročila, listine, načrti stavb in njihova gradnja ter pogodbe s področja mednarodnih zadev, ki jih je podpisovala univerza. V zadnjem 5-letnem obdobju je bilo prevzeto gradivo Centra za razvoj univerze, računalniškega in marksističnega centra ter gradivo stanovanjskega sklada in njihove zapuščine. Tako smo iz skladišča vložišča arhiva postopoma prevzeli vse gradivo do leta 1990. Gradivo iz obdobja zadnjih 30 let hrani še glavna pisarna ter se nahaja kot stalna zbirka v vložišču arhiva. Ostalo gradivo je vezano na društva in organizacije, ustanove, zapuščine in privatne fonde, ki vsebujejo preostali sorazmerno majhen delež gradiva. Sem sodi zapuščina Oražnovega dijaškega obdobja iz obdobja 1925-1973, Univerzitetni odbor Zveze študentov Jugoslavije obdobje 1961-1970, Društvo univerzitetnih profesorov z obdobja 1954-1995, potem še Knafler dom, Oražnova ustanova ter privatno gradivo profesorjev Mihaela Ostokarja, Luna Kuka, Jaroslava Koštarsterja in drugih. Celotno strokovno gradivo je obdelano in tehnično opremljeno ter dostopno uporabnikom. Hranimo ga v dveh skladiščnih prostorih. Prvo večje se nahaja poleg pisarniških prostorov v visokem pritličju, drugo pa v pritličju stavbe.
Odpirajo pa se problemi velikih količin gradiva in pomanjkanja arhivskih depojev. Kot narekuje arhivska zakonodaja, bo po 30-letnem roku potrebno arhivsko gradivo prevzeti tudi na članicah in zagotoviti primerne prostore za hrambo. Ker arhivsko-muzejska služba univerze v danih situaciji nima novih ustrednih arhivskih depojev, se rešitev morda skriva v disociranih enotah ali v enotnem centralnem univerzitetnem depojskem prostoru, ki se uredi z novimi prostorskimi načrti univerze. Muzejska in razstavna dejavnost. Ustanovitev arhivsko-muzejske službe je bila zamišljena kot kompleksna dejavnost, ki bi posegla tudi na muzejsko področje. Zato univerzitetni arhiv v svojih depojskih prostorih hrani različne muzejske predmete, trenutno jih beležimo že 800. Hranimo dva obeska rektorske verige, ki sta se zamenjala v spremembah imena univerze. Tudi ostali predmeti so bili večinoma prejeti ob obletnicah univerze oziroma izdelani na namen, razne plakete, slike, kiti. O 50-letnici univerze v Ljubljani je Božika Jaka spodredil zbirko grafik. Kontinuiteta zbiranja predmetov se še vedno nadaljuje kljub dejstvu, da se je zadnje desetletje muzejska zbirka večji del vezana na prevzemanje in hrambo protokolarnih daril manjše vrednosti, ki so jih vodstvu univerze poklonile tuje delegacije o obiskih na rektoratu. V okviru muzejskega dela se nahaja tudi fototeka. Sistematično fotografiranje slovesnosti na univerzi ima svoje prve začetke v ustanovitvi arhivsko-muzejske službe, ki je poskrbela za fotografiranje dogodkov. Tako so nastale prve tematske zbirke fotografij, promocij doktorja znanosti, podelitev nazivov, nagrad, kongresov, zborovanj, seminarjev, vseh univerzitetnih skupščin in mednarodnih zadrij. Za starejše zbirke je arhiv pridobil fotografsko gradivo na terenu in med raztresenim arhivskim gradivom, pisana pa tudi na posrečju rektorata in fakulteta. Osebni izkazi, knjigo vezani pisni listi študentov so od leta 1934 opremljeni s fotografijo študenta v prvem pismu. Podobno je tudi pri uslužbenski dokumentaciji profesorjev, kjer so ponekod priložene fotografije. Ostalo fotografsko gradivo s posnetki študentov, študentskih društev in študentov na promenadah, ekskurzijah, taborih, izmenjavah, študentskih demonstracijah zborovanji se je iskalo pri posameznikih in po različnih inštitucijah in publikacijah. Prezentacijo pa je našlo tudi v različnih fotografskih zbornikih, ki pričajo o življenju in delu na univerzi omenjenih profesorjih in študentih. In še razstavna dejavnost naše službe. Arhivni muzej univerze se zaveda, da njegovo gradivo, njegovi depoji in zbirke ne morejo biti sami sebi namen in da je prezentacija gradiva nujna. Zato je potrebno posebno pozornost posvečal tudi razstavni dejavnosti. Od prve razstave o praznovanju 50-letnice univerze v letu 1969 so bile postavljene še številne druge. Največ je bilo v obdobju 2001-2013, ko je arhiv vodil dr. Jože Ciperle in je velik del pozornosti namenil muzejski in raziskovalni dejavnosti. Predstavljene so bile različne fakultete Ljubljanske univerze in njeni rektorji. Nekatere prezentacije so svojo predstavitev našle tudi izmed naše hiše. Ob 38-letnici svoje ustanovitve je arhivsko-muzejska služba univerze v Ljubljani v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije organizirala posvet, kjer bi zamišljen kot oblika dopolnilnega strokovnega usposabljanja delavcev, ki na univerzi delajo oziroma se srečujejo z arhivsko in muzejsko kulturno dediščino, predvsem pa naj bi vzpostavil skrbnejše ravnanje z univerzitetno arhivsko in muzejsko dokumentacijo ter prispeval k utrditvi zavesti, da je skupni univerzitetni arhiv in muzej nepogrešljiva univerzitetna ustanova. S
skladu s tem konceptom se svojega poslanstva in spoštljivega odnosa do kulturne dediščine vedno bolj zaveda tudi univerza. Ta namen je uredila muzejsko sobo, kjer je arhivsko-muzejska služba univerze pripravila razstavo z naslovom Univerza v Ljubljani od prvih korakov do moderne univerze. Fotografije, dokumenti in eksponati prikazujejo ustanovitev in razvoj univerze ter njene simbole, rektorsko verigo in oblačilo definicijo rektorja. Začetek razstave vsebinsko poseže v zgodnje obdobje 20. stoletja, ko se je v novi državi SHS oblikovala prva slovenska univerza in nas popelje vse do sodobne moderne univerze s 26 članicami. Od prvotne majhne ustanove s 5 fakultetami, kjer se v prvo študijsko leto upisalo okrog 900 študentov, se je razvila moderna univerza, ki letno piše okrog 36.000 študentov na družboslovne, humanistične, naravoslovne, tehnične in umetniške študijske programe. Za razvoj do moderne univerze pa je bila ključna tudi preteklost, ki je zgradila zdrave temelje za današnji model univerze, s katero se moramo ozreti in ob tem spoznamo delček sodobnosti slovenske univerze. Sodobna univerza je ponosna na svojo preteklost, še posebej letošnje leto obrazuje svoj jubilej 100. obletnico univerze v Ljubljani in želi krepiti univerzitetno zavest, njeno tradicijo, ter nas nehote poziva skrbnejšemu ravnanju z arhivskim gradivom ter kliče po celostni prezentaciji tako arhivske kot muzejske univerzitetne dediščine, saj se zaveda, da je naša zapuščina in popotnica prihodnost.